dober dan. Dober dan. Živijo. Hvala, Miha, da smo v tvoji družbi z nami, pa tudi naš najljubši Laščan, Dejan Dogaja. Živijo, pozdravček. Laško. Ja. Ti si iz Laškega, Laško je bilo tudi res na udaru. Kako je bilo pri vas doma, vi ste prvi red do reke? Ja, čisto ob Savinji, ampak kot sem že tole prej razlagal, imamo to srečo, da je Savinja res široka. Poleti za času piva in cvetja, ko ste vsi bili v Laškem. To je noter vode zgolj za vzorec, glih toliko, da teče, no pol pa to raste. In leta 90, takrat se jaz še ne spomnim, so mi starši povedali, smo imeli v hiši 98, ampak to, ko pa zdaj pa še nikoli, oziroma podobno leta 90, približno 1 meter, ampak ko to vidva sta bila pri meni, Miha in Jana, kako to zgleda in to misliš, da ni šans, da do to voda pride v hišo, ampak dejansko meter vode v hiši. Imamo to srečo, da to niso bivalni prostori, da smo imeli čas vse sprazniti, da je pač si pol sam gledal, kako gre voda noter in tukaj bi jaz res rekel hvala mojemu atiju pa mamici, pa vsem prijateljem tu z Laškega pa Jagoč, ki so pomagali, ker res tisti moment, ko so se dejanske poplave dogajali, nisem mogel domov, ker sem obstal na letališču v Ljubljani in nisem mogel nikakor v Laško, vse zaprto, tako da sem naslednje jutro šele prišel pomagati. Rekel si, to ni bilo prvič. To ni bilo prvič. 90-ga In je razlagaš to, kot da bi bil navajen. Ja, dejansko, ker je bilo pa že kar nekajkrat vmes, ko so bile ujme, ko so bili velike padavine, da smo že umaknili, že pospravili, ampak pol nekako moram potrkati sreča, da ni prišlo v hišo. Je pa v Laškem že velikrat poplavil. Kulturni center, na primer, je vedno na udaru, potem Termana Laško, potem tamle nižje Tuš. Ti pa ob malo večji katastrofi nalivo že dobijo kakšno kapljo dejansko v te prostore. Ok, kje ste zdaj recimo doma? Rekel si, meter vode smo imeli v hiši. Kje ste zdaj? Kaj se zdaj dogaja? Ja, moram reči, da to, kar se je dogajalo na Koroškem, pa gor pri Kamniku, pa Medvode, pa še kje po Sloveniji dejansko. Prvič se je zgodilo, da je to vse splošno po celi Sloveniji. Ne? Ponovadi, ali je bilo samo v Laškem, ali je bilo samo tam, ali je bilo samo tam, no to, kar pa po celi Sloveniji skoraj. In mi smo, bom rekel, kar dobro odnesli. Tile omare so pač šle v smeti, vse, kar je bilo vrednega, smo imeli čas umakniti, zdaj pa se je pač spucali z močnimi vapi in zdaj čakamo, da razvlažilniki naredijo svoje, da se posušijo. Naprimer, smo že imeli parket v hiši in se vedno poznano, vsake 2-3 leta je treba prebeliti, ker hiša ni nikoli več ista, nikoli ni več toliko suha, kot je bila takrat, ko se je darila. Ja. Tako da se pozna na hodnikih. Vsa ta vlaga, ne? Ja, na 2-3 leta treba prebarvati, ker barva nekako odstop, ne vem, od kje pride voda, pač pride. In problem je, ko tudi če ti vrata zaliješ, pride potalna, če potalno, če v tok zaliješ, prije čez ploščice, v glavnem voda najde svojo pot. Tako je. Danes upamo, da bo tudi SMS-i našli svojo pot. Pomagam 5 na 1919, dobrodelni maraton večjih radijskih postaj za eno stvar, za žrtve poplav. Hvala lepa, ker se tudi ti oglasil v studiu in nekaj boš tudi zapel, glede na to, da si glasbenik. Sicer eno pesem, ki jo od tebe še nismo slišali. Ja, ponavadi tu z Mihatom pojema Hula Palu, pa Adijo Madam, pa kakšno bolj poskočno, bolj tisto, ki dogaja. Jaz sem tak veseljak. Ampak se mi zdi, da danes ni cajt, pa tale vikend ni bil čas za veselje. Ne bom rekel, da je treba zdaj cel mesec ne hoditi na veselice, kajti s tem, ko boste šli na kakšno veselico, boste tudi pomagali, predvsem gasilcem. Dosta angažirajo. Ja, točno tako da dejmo... Lepo je, veš kako, lepo je tudi videti, da so tudi ljudje, ki so dobri. Ja, ni bilo sigurno. Ker ravno mi, ki smo v redu, veš, pač lahko ravno zaradi tega rečemo, ok, mi smo v redu, bomo pa donirali. Za te, ker niso. Ker predstavljaj si, da bili pa vsi. Kdo za koga? To pa res. To pa res ne bi bilo. In ti dobrodelni koncerti, ki se dogajajo, ki se še bojo zgodili in takšne dobrodelne akcije, kot jih delate tu na Radio 1 in ostale radijske postaje, sej mi ne moramo zbrati velikne. Lahko se zbere v najboljšem primeru 1 milijon.
pa še tam 100, Ampak pa to je tam že 100. veliko, Je veš. že veliko, ampak To je veliko. rabimo pa koga druga, ki bo dal par milijonov. To je veliko, pa se bojo tudi dali. Dviguje se vnema, to je najbolj važno. Na Bojo smeh tudi in na dali, obraz. bojo tudi dali. Veš, kaj je zelo pomemben je, da vsak je drvo, pa tudi če samo en SMS poslal, pomagam 5. Res je. Moraš vedeti, da si nekaj s tem tudi naredil. Sigurno. Absolutno. Sodeloval si zraven. Ja, Tako da, tako kot sem rekel, po mojem te akcije je tudi velik namen, da se rišejo na smeh in na obraz, To da je se to. dviguje vnemo. to je to. Daleč za najo pomlad boš pil, Adija Smolarja. Ja, nekaj tako nežnega, nekaj tako mirnega, nekaj zasanjenega in upam, da vam bo všeč, ampak to ni važno, ali tudi če vam ni všeč, pošljite pomagam 5 na 1919 in verjamem, da tisti, ki bo prejel tistih vaših 5 evrov, vse ni veliko, 5 evrov, imaš zdaj denar, da pošlje SMS, se mi zdi, da ta 5 evrov bankovec pa lahko marsikomu pomaga. Hvala lepa. Izvoli, Hvala. oder je tvoj. Dejan, dogaja je bil tole mislim, kar veliko manj lasma, kot kar ima Adi Smolar. Prvič celo dal slušalke na glavo. Sam res. Ne bom povedal, kdo jih je. Znamenite frizure. Ne rabimo povedati, dolgo je v strigu. Le kdo drugi. Daleč za najo pomlad in Dejan dogaja. Pomagam 5 na 1919. Danes stara sva in siva, pozna se težko breme let. Postala sva tako ranljiva, mnogo prehiter je za naju svet. Najine poti so kratke, le redko kdaj še greva kam. Vedno skupaj, vedno sama, ona vse je, kar ima. Daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen. Daleč ko dekletu sem govoril, ej, rad te imam. In ko bil jaz fant, sem njen. Daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo. A ne bi hotel sam postati spet mlad, raje star sem, star in z njo. Pošljite ta SMS. Hvala za vsak SMS s ključno besedo Pomagam 5 na 1919 za pomoč prizadetim v poplavah.